Živi nas i narodi, ki krepeni dočakat ga, da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prost bo vseh, ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vseh, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. O ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. O ja, to smo tisti ljudje, ki smo s soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo s soncem obsijani in gledamo naprej. Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovani magister Matej Tonin, spoštovani podjetnik Tomaž Lah, spoštovana častna občanka dr. Marjeta Humar, spoštovani svetniki, svetnice in vsi ostali gostje. Lepo pozdravljeni v imenu občine Kamnik. Današnji dan, dan samostojnosti in enotnosti, predstavlja pomemben mejnik v zgodovini našega naroda in zgodovini naše države. Samostojnost in enotnost praznujemo v duhu tega časa in tega trenutka, predvsem pa v duhu spomina na vse tiste, ki so svojim delom, žrtvovanjem in vero v boljšo prihodnost omogočili, da danes živimo v svobodni in samostojni državi. Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo, so bile besede slovenskega politika in predsednika koalicije Demos Jožeta Pučnika, ki so v slovenski javnosti odjeknile 26. decembra 1990. Na ta dan so bili razglašeni rezultati plebiscita, na katerem se je več kot 88% volivcev odločilo in se izreklo za samostojno in neodvisno Slovenijo. To je bil jasen izraz volje ljudi po osamosvojitvi. Občutek ponosa in spoštovanja naše domovine je prisoten še danes, toliko bolj pa da na današnji državni praznik. Zgodovina samostojnosti in enotnosti naše države odraža odločnost in pogum naših prednikov vseh vojn za Slovenijo, kajti ohranjali so enotnost med ljudmi in z odločnostjo ter pogumom izpolnili dolgoletno željo našega naroda. Željo po samostojni in neodvisni državi. Hvala vsem, ki so priborili našo samostojno sedanjost. Iskrene čestitke ob današnjem prazniku, dnevu, ki naj bo poln ponosa in spoštovanja do domovine Slovenije. Zdaj pa bom izkoristila še priložnost in vas ob skorajšnjem zaključku leta v imenu občine Kamnik in Zavoda za turizem in šport vljudno povabila na dogodke, ki se bodo odvijali v okviru pravljičnega Kamnika, ko mestno jedro že žari v soju prazničnih luči. V zadnjih decembrskih dneh bo Kamnik in glavni trg oživela glasba slovenskih glasbenikov, odvijale pa se bodo tudi druge prireditve prav za vse generacije. V prihajajočem letu vam želim, da bi še naprej razvijali našo lokalno skupnost, gradili na medsebojnem spoštovanju ter razumevanju. Vam in vašim najbližjim pa želim eno lepo praznovanje ob zaključku leta in vse dobro ter predvsem miru v letu 2024. Srečno! Spoštovana gospa podžupanja Romana Učakar, poslanec Državnega zbora, magister Matej Tonin, častna občanka gospa dr. Marjeta Humar, direktor družbe Natura, gospod
Tomaž Lah, spoštovane občinske svetnice, svetniki, predsedniki veteranskih združenj in organizacij in ostali čelastni gostje, spoštovane občanke in občani Kamnika, lepo vas pozdravljam na proslavi ob državnem prazniku Dnevu samostojnosti in enotnosti, ki jo skupaj z občino Kamnik pripravilo Društvo Demos na Kamniškem. Danes mineva 33 let od dneva, ko smo razglasili rezultate plebiscita in tako postavili temelje za oblikovanje naše države Slovenije. In zato praznujemo državni praznik Dneva samostojnosti in enotnosti. To je bil prvi pomemben mejnik in korak k naši osamosvojitvi. Na plebiscitu ljudje niso bili vprašani, ali so za revolucijo, so pa bili vprašani, ali si želijo samostojno Slovenijo. In za samostojnost je pred 33 leti glasovala večina državljanov Slovenije. V čem je razlika, da smo od sanj prešli v resničnost in dostojanstvo suverene in demokratične države? Predvsem je bila razlika v tem, da smo imeli tokrat prvič v zgodovini podlago v ljudski volji. Prej smo imeli samo sanje, želje, pričakovanja, izjave in podobno. Glavna in bistvena razlika je v tem, da so bili ljudje 8. aprila 1999 na prvih demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni pred izbiro. Ali samostojna Slovenija, to je program, ki ga je ponujal Demos, to je bila koalicija 6 strank, ali naprej Slovenija, morda v nekoliko spremenjeni Jugoslaviji. Če na teh volitvah ne bi zmagala demokracija, domoljublje in Demos z državotvorno idejo, zanesljivo ne bi bilo nobenega plebiscita. Zato je pomembno, da se teh dogodkov s ponosom spominjamo, saj smo se zanje odločili skupaj in to z veliko večino. To je potem postala pot, po kateri smo hodili, sicer s krajšim postankom, ampak odločno do srečnega konca. Složni smo uspeli in složni bomo uspevali tudi v prihodnje. Če bomo razdeljeni tako, kot smo danes, pa uspehi niso zagotovljeni še več. Zanesljivo je, da jih ne bo. Za slogo ne potrebujemo enakega mnenja za vsako idejo. Pomembno pa je, da se znamo poenotiti v najpomembnejših stvareh. Jaz rad povem nek citat, avtorja se ne spomnim. Vsi so bili na moji strani, zato se je čoln potopil. Bodimo torej vsak na svoji strani, vendar pa veslajmo vsi v isto smer in uspeh bo zagotovljen. Spoštovani, slovenska osamosvojitev 92. leta je bila prelomnica skoraj na vseh področjih. Spremenili smo družbeno-politični sistem, torej iz socializma smo prešli v demokratično družbo, zamenjali smo politični sistem, iz enopartijskega sistema smo prišli v večpartijski sistem, in pa v gospodarstvu iz planskega na tržno gospodarstvo. Vse te spremembe niso bile prav enostavne. Tedaj nam je največ preglavic povzročila prav sprememba v gospodarstvu, saj je odpadel skoraj 20-milijonski trg nekdanje Jugoslavije. Iskanje novih trgov v tako kratkem obdobju in hitro prilagajanje novim tržnim zahtevam in zakonitostim sta bila izjemna izziva za naše gospodarstvo. Mnogo družb v Sloveniji tega prehoda ni preživelo, nekatere pa so v tem našle nove izzive in nove priložnosti za razcvet družbe. In ena takih družb je tudi kamniška Nektar Natura in zato z veseljem vabim na oder direktorja te družbe, gospoda Tomaža Laha. Prosim. Na državne simbole sem zelo ponosna. Sama sem športnica in vem, da bi ponosno zastopala barve Slovenije na raznih tekmovanjih. Ko bi igrala naša himna, bi jo s ponosom zapela. Vem pa, da ni pri vseh tako. Nekateri niso ponosni na svojo državo, ne priznavajo zastave in ne pojejo himne. Vsi Slovenci in Slovenke bi morali biti bolj zavedni in ponosni na našo, čeprav zelo majhno, a prečudovito državo. Ko bom tudi jaz velika, pa si želim, da bi se povzpela na naš najvišji vrh Triglav. Na vse zadnje je Triglav tudi najbolj razpoznaven simbol v našem grbu.
Pravijo, da bi se moral vsak Slovenec vsaj enkrat v svojem življenju povzpeti na vrh naše najvišje gore. Mogoče se bom pa jaz dvakrat. Enkrat za sebe, drugič pa za nekoga, ki tega ne more storiti sam. Ko sem v tujini, pogrešam nek del sebe, ki se vrne takoj, ko zagleda mejno tablo z napisom Republika Slovenija. Zame je ena najljubših domoljubnih pesmi Slovenija, odhod lepote tvoje. Ta pesem mi prikliče najlepše spomine. Ponosen sem na Slovenijo. Slovenci smo vesel narod. Narodno-zabavna glasba je tudi tradicionalna glasba.